doma, vsi jo kličejo Maca Muc. Po krilcu plovno vedno tiči babin oči, ljubi ta njen smeh. Dogodivščin si Maca vedno želi, nagajiva in zabavna je. Kot prava muca, prestizna, velemestna muca, Maca Muc. Pri Mici Muckarjevi so pekli, kajti babica je za popoldansko malico nameravala postreči kolačke. Dolgčas mi je. Sestavljanke mi ne bo uspelo končati pred Božičem. Pojdi se igrat v park, ljubica. Zunaj je prav lep dan. Sjajno, babica. Hojlari! Adio! Mica Muc in gorila. Mica Muc je morala le še poiskati koga, s komer bi se lahko igrala. Ni trajalo dolgo. Na pomoč! Rešite me! Pomiri se, Arči! Kaj je narobe? Gorila! Gorila? Tam je velikanska gorila z zobmi? Bodi smešen, v Edinburghu ni goril. Na pomoč! Na pomoč! Mica Muc in Arči sta tekla vse do domačih blokov. Kaj pa vas storila? Kaj bi storil oči? Gorila bi ojel. Steci pa Mino in Tino. Dobimo se tukaj. Kam boš medtem šla ti? Boš videl, zdaj pa pohiti. Babica je bila še vedno zatopljena v peko. Po parku teka gorila, ki bi skoraj požrla Arčija. Ujeli jo bomo. Ime ji bo Bernard. Slišati je zabavno. Stekla bom na podstrešje po stvari iz očkovega zaboja. Gorilo bomo izpustili nazaj v divjino, da bo lahko živela v svojem naravnem življenjskem okolju. Ja, lepo, ljubica. Na podstrešju je bilo ogromno stvari, ki jih je očka prinesel svojih popotovanj. Hojleri kot nalašč. No, ste pripravljeni? Pojdimo. In tako se je začel veliki lov na gorilo. Mica Muc je v očkovem zaboju našla zvezek z navodili, kako se lovi gorile. Tu piše, da moramo najprej poiskati gorilo. Kako pa? Iskati moramo sledi. Mica Muc, kakršnekoli, dlake iz kožuha ali zlomljeno vejico ali stopinje. Ja, tudi stopinje so v redu. Sledimo jim. Mali raziskovalci so sledili stopinjam po vsem parku. Gorile sicer niso našli, našli pa so babičino sosedo gospo Mačkon in njeno nečakinjo Lidijo. Joj, mene! Je kaj narobe, gospo Mačkon? Bila je strašna, tista zverina. Teto je lovila velika kosmata pošast. Brez skrbi, gospa Mačkon, sploh ni bila pošast, temveč gorila. Gorila? V našem mestu pridi Lidija. Škotskemu parlamentu bom napisala jezno pismo. Najraje bi poklicala policijo. V katero smer je šla? Pobegnila je proti gugalnicam, teta je zavpila: izginiti, grda pošast, ti, potem pa je s torbico udarila gorilo. Pridi, Lidija! Pojdimo pogledat. Pri gugalnicah so res zagledali gorilo. Tam je! Meni se ne zdi nevarna. Mogoče je zadremala. Zdaj pa imamo priložnost, da jo ujamemo. Kako pa? Očka je v zvezek napisal celo poglavje o tem, kako ujameš gorilo. Počakajte, pripravila bom past. Mica Muc je stekla proti trgovinam. V trgovini z elektromaterialom je prosila za kartonsko škatlo. Pri
prijatelji so se lotili dela in past je bila kmalu nastavljena. Kaj pa bo za vabo? Verjetno pri sebi nimate banan. Imam zavojček čipsa. Z okusom slanika ga lahko malo vzamem? Ne moreš, zagorilo je. Imam sendviče s sirom in kumaricami, čokoladne pomone, 2 jogurta, štručko s salamo, vrečko limonine bombonov in kos domače pite z jabolki in robitnicami. Mamici ni všeč, če ne jem dovolj. Pod škatlo so nastavili hrano in se skrili v grmovje. Uro zatem so bili še vedno tam. Mogoče bi jo morali zbuditi. Ne, v zvezku piše, da gorile ne smeš nikoli motiti med spancem. Uro zatem so bili še vedno tam. Ja, imamo jo! Ujeli smo gorilo! Sedite na škatlo. Kje je Arči? Mogoče ga je gorila požarla. Stekla bom po policista. Policist Mačus, hitro pridite, ujeli smo gorilo, pojedla je Arčija. Srečo imaš, da razumem šalo, Mica. Enako se je prej pošelila gospa Mačkon. Ne, res je. Pridite pogledat. Tukaj noter je. Previdno, mogoče je nevarna. Pozor. 1, 2, 3, dvigni! Arči! Bil sem lačen. Če boste zdaj nehali tratiti moj čas neumnost. Je bila res to policist, videli smo jo. Zdaj pa dovolj, stecite domov, čas je za malico. Policist Mačus, gorila stoji za vami. Res mislite, da bom nasedel? Policist Mačus, Mica in njeni prijatelji so stekli za gorilo. Ubili smo jo? Odletela je glava, poglejte. Bal sem se že, da je nikoli več ne bom mogel sneti. Gospod Ravko? Nameraval sem na zabavo v maskah, hotel sem vprašati za pot, vendar z glave nisem mogel sneti maske. Vsi so se takoj zbežali. Razen gospe Mačkon, ona me je udarila s torbico po glavi. Mica in njeni prijatelji so gospodu Ravku pomagali poiskati pot. Ko so prispeli, so na zabavo povabili tudi njih. Bilo je čudovito. Mica in njeni prijatelji so bili našemljeni v raziskovalce. Policist Mačus je bil oblečen kot, policist. Ko je po Mico Muc prišla babica, je bila pokrita z moko. Zato se je Mica raje pretvarjala, da se je našemila v duha. Hajlari!